En lep pozdrav, jaz sem danes tako vesela in ta prava sogovornika imam danes zraven mene. In sicer je Aljaž, ki ima bend. Aljaž, malo več povej o bendu, koliko vas je pa, iz kje ste oziroma kje igrate, iz katerega konca Slovenije? Živijo še v mojem imenu, jaz sem Aljaž iz skupine Pop Deluxe, 4 simpatični Gorenjci, igramo vse možne zvrsti, se zelo prilagodimo. Občasno se nam pridruži tudi pevka po vaših željah, večinoma sodelujemo z Nastjo Gabor ali pa Aljo Krušič. Igramo pa vse od obreda pa tudi do jutra, razen če je DJ zraven, pol nam malo lajša delo. Aha, Leksi, še tvoja naloga. Ja, lepo zdrav vsem vam na live streamu. Moje ime je DJ Leksi D, oziroma Boštjan. Bom rekel, 17 let se ukvarjam že z vrtenjem glasbe, zadnja leta malo bolj aktivno na porokah in teh privatnih zabavah, tako da smo vajeni vsega hudega in manj hudega. Bom rekel, se odlično znajdem v tej vlogi. Še lažje mi je, če imam tak super support, kot si na primer Petra ti, takrat je moje delo tudi kar dosti lažje. Ja, tako je, pač na ta poročni dan oziroma poročni večer pač nič ne prepuščamo naključju. In ko bomo čez teme šli skozi, pač raje eno stvar 20krat obdelamo, ko se potem na tisti dan potem zbira informacije ali pa se pripravljajo kakšne stvari zadnji trenutek. Pač mislim, za nas ni problem, večji problem je potem za mladoporočence, ki pridejo nehote v neko stresno situacijo in da, bom rekel, skozi vso to dolga leta dela pač pomagamo parom, da se pač izognemo vsem tem neljubim dogodkom, ki se lahko na ta dan zgodijo, ne. Tako da določimo vse prej, kaj potrebujemo, ne. Ja, to je tako zelo dober dodelan plan, ki ga praktično organizator s parom in kasneje organizator z vsemi ponudniki, tako tudi z bendom in tako naprej, gre skozi, a ne. Se pravi, kljub temu, da je več ali manj, če ni organizator, je zraven to oseba gostilničar, kakor imam jaz občutek, da niti ni par, se pravi, je naveza gostilničar, kdaj gre s hrano ven pri bendu, se pravi, isto najbrž gostilničar pol komunicira, če ni par to, ali pa če kakšna druga priča, ali pa mama, ali pa kdorkoli, če pa organizator je pa ta oseba organizator, ki mora skrbeti, da komunikacija z bendom, s kuhinjo vse poteka, a ne. Zdaj pa tako, osnovno vprašanje, veliko nevest me sprašuje, kakšna je prednost oziroma vsak bo zdaj svoje lastnosti povedal, se pravi, kako, Aljaž, ti vidiš prednost benda na poroki? Jaz vidim prednost benda na poroki to, da je odigrano vse v živo in da se potem to našo glasbeno izražanje odraža tudi z neko energijo, ki se ustvari na plesišču, in gre to eno z drugim in se ljudje to zelo bolj povežejo lahko pa z nami, ne. Potem vidim prednost benda tudi v temu, da se z ljudmi, na primer, tudi predvsem ukomponiraš, greš, ne vem, tudi kdaj od mize do mize, tako smo se prej hecali, na mizo, gor dol se to podpre, ne vem, primeš akustično kitaro, kaj torta odzunaj, greš odigrati nekaj ob torti in tako naprej, ne. V teh stvareh pa, da je to pač res neka dodana pač vrednost, ne, da so ljudje se uigrali med sabo in prišli potem to odigrati za ljudi. Leksi, kaj bi ti rekel, zakaj je DJ prednost, recimo na poroki? Se pravi, zakaj bi se par odločil za DJ-ja? Jaz bom rekel, pač ne bi rad govoril o prednostih, slabostih, to je pač že v štartu sama odločitev para, zakaj se bo odločil. Iskreno, če lahko izbiram, je pač kombinacija obojnega, bom rekel, živa glasba ima svoj čar, ki jo pač mogoče mi kot DJ je ne moramo na tak način prikazati, smo mogoče v nekem trenutku malo bolj prilagodljivi, kaj se tiče glasbenih stilov, kar pomeni včasih, ne vem, se dobiš z parom, ima eno glasbeno predstavo, kako bi naj večer potekal, prideš na lokacijo, so tam ljudje, ki veš, da jim pač ta zgodba ne bo sedla, ne. In takrat se mogoče lahko lažje prilagodiš, greš mogoče v kako smer, v kateri sploh nisi razmišljal, da spelješ večer, ne. Tako da, se pravim, pač vse ima svoje prednosti. Ne bi rekel, da je slabosti, bi rekel pač, sama veš, da dostikrat sodelujemo in z bendi ali smo sami. Se pravimo, to je danes čist stvar naročnika.
tudi za živo glasbo se nekako dopolnjujemo, kar pomeni, da tiste pauze, ko so in jih potem maksimalno izkoristimo. Ne? Rekel, doskrat najamejo, sama veš, smo sodelovali že na porokah, kjer so najeli DJ-ja samo za pauze, ker pač niso želeli, da se potem, jaz verjamem, pač igranje glasbe v živo je pač ena čist druga, bom rekel, telesni napor, kot mogoče to, kaj mi počnemo, in pač prav, da potem imajo glasbeniki pauzo, ampak v tistem času je potem super, da jih potem pač prevzamemo mi, vrtimo potem čist drug repertoar glasbe, ki ga močno ne igrajo, tako da se ogromno je tudi, bom rekel, samega prilagajanja, kak je živa glasba, se potem z bendi dogovorimo, kdaj se kaj gre. Bom rekel, na koncu delamo vsi za isti cilj, da se imajo vsi super. Na koncu imamo moče za nas, potem ostane še pol proti jutru, kaka zabava, sama veš, da smo že tudi o 7:30 hodila domov, ne? Ko je že bend 3 ure doma spal, tako da, mislim, je zanimivo. Slovenske narodne so takrat ful fajn. Ne, to je ful fajn, to, kar si zdaj Aleksi povedal, res je tako, no, tož pa ti tudi Aljaž povedal, se pravi, bend kot bend ne more skozi v živo igrati, ne? Se pravi, vi rabite pauze. Zdaj pa eni bendi vzamejo si ful pauz, eni pa pač res tiskeni minimus. Kako imate, na koliko časa imate vi pauzo, oziroma kaj je za vas pauza, no? Za bend, tako da pari vejo, zakaj se bend vzame pauzo. Mi se nekako držimo sistema, 45 minut igraš, 15 minut pauze, se pa tega ne držimo striktno, ker se je tudi že kdaj zgodilo, da smo 2 ure v kosu igrali, ker je bila ful dobra festa in bi bilo škoda to spustiti z rok, ampak načeloma polka pride pauza, je vedno tam približno 15 minut, razen če imajo v programu neki ekstra, potem je pauza lahko tudi daljša, samo to ni po naši izbiri, ne. Te pauze so dostikrat predmet debate na sestankih, jo pa da ne boste imeli predolge pauze, pa vse ne, in se temu tudi mi probamo tako res izogibati, da je to res pauza, da nekaj spiješ, greš na WC, ne vem, kadil ti enega pržgejo in potem greš v bistvu nazaj igrati, ker tudi ljudem to paše, sploh če je polet, pa če je poroka noter, pa če je vroče, da se grejo ven malo skladiti in potem pa vsi naprej žurali in je res, če imaš daljše pauze, pol je absolutno boljš imeti DJ-ja zraven, da jih vmes že on malo nazaj gor potegne, ne. Ker drugače je napor. Ker to je najslabše, če je res huda pauza, zasedijo se, ne, praktično svatje in potem je spet težko, ko vi praktično gor spravljate, pa imate tisti bum in eni pa res gledajo na uro, pa rečejo, ok, konc je runde, dol, ker je pa najslabše, kar je možno. Tako da, če potegnete, se pravi, da je ta čas ni 45, da je še del, je to fajn, ker se potem časno ljudje zmatrajo in mi pauza paše. Se pravi, v teh pauzah pa DJ-ji, a ne, Leksi, fajn pridete, se pravi, a zdaj tukaj je DJ čist rola, kar je bila, mislim tako, kar je bila ta zadnjih, recimo 10 minut, kar je bend igral, nadaljuje s tisto glasbo, ali greš čist Leksi na neki na drugega? Navadi je za strani naročnika dogovorjeno, da se pač pokriva en del glasbe, ki je pač potem bend v živo ne igra. Naprimer, smo imela naprimer poroko, kjer se je v tem času vrtela salsa latino, ker so pač bili tam plesalci, ki so to plesali in smo pač skombinirali v to zgodbo. Se pravi, mi se v tistem času želimo, bom rekel, ločiti od tega, kaj pač živa glasba igra, da se pač stvari ne ponavljajo, da so potem tudi mogoče za nekoga, ki bo šel ob 2 ali pa ob 3 zjutraj domov, ko bo bend nehal igrati, da ne bo čakal potem na tiste hite, ki bi jih mogoče rad slišal, ne. Tako da, se pravi, tu je dejansko res stvar dogovora mene, benda, para in potem se pač naredi en miks, no. Sama, bom rekel, telesna pripravljenost ljudi je vedno taka, da ura 15, ura 20 zdržijo. Sploh če je vroče, potem ta koncentracija pada, tudi ko smo mi sami. Ne moreš ti v nedogled 2-3 ure držati ljudi, ker je pač, bom rekel, spustiš malo, grejo ljudje na pauzo. Bom rekel, mi kot taki DJ-ji, ko delamo, ne ustavljamo. Pač tudi zdaj, če se prestišče sprazni, smo mi tam naprej, no, ker je pač... Je rekel, težko pričakuješ od tega, da bo 7 ljudi tam ljudje noreli ven, ker bom rekel, za nekatere, mi pridemo na poročno lokacijo popoldan, ko so ženi od jutra na nogah, ne vem, bom rekel, ta čustva tudi pojejo določen del energije ljudem in bom rekel, sploh zadnja leta opažam, da
tako včasih so govorili, da so poroke trajale do tistih zgodnih ur. Bom rekel, to je povprečju, so že, ne bom rekel redke izjeme, ampak so določene ure, kjer pač ljudje enostavno potem rečejo, je dovolj in je to. No. Tako da tudi, če je band zraven, potem še mi normalno, ko oni zaključijo, se še potem normalno igra naprej glasba. Bom rekel, tako sem že prej načel temu, super je, če je možnost, da smo obojni, kar pomeni, sama veš, ko pridem, se oddela sprejem, se oddela tisti civilni del, če ni žive glasbe, se oddela do večerje, potem nastopi band, oddela tisto, kar je bilo dogovorjeno, se med pauzami dopolnjujemo in je to. No. Se pravi, to je, bom rekel, da je to optimalno mogoče iz vseh vidikov, da se pač pokrije in živa glasba in da se ljudje v tistem času, bom rekel, kjer je uradni del, kjer ni nekega takega dogajanja, že takrat se začne ustvarjati neko vzdušje, se pripravlja na to, kaj sledi. Ne. Včasih so nas, bom rekel, ampak to je zadnjih let zelo redko, da so nas poklicali kot DJ-ja, da si ti prišel po večeri na lokacijo vrteti glasbo. Ne. Če do takrat ni bilo delano tako treba, je lahko že takrat šlo vse narobe. Ne. In ti si potem težko ustvaril neko vzdušje. No, veš, ne, mislim, že potem danes smo pa na koncu, samo da smo DJ-ji, se še ukvarjamo vsem živim drugim lučijo zvočenje in enostavno ne moreš ti potem priti ob 8 na lokacijo delati. Bolje je boljše, da si z začetka tam, sploh če ni organizatora, tako si na primer ti, ko res vsak trenutek veš, kaj se dogaja, če tega tam ni, potem je pač, bom rekel, en del tega pa tudi na tebe, ne? Da imaš potem nekako držiš ljudi skupaj, gledaš na te ure in bom rekel, do tiste zabave si včasih kar v vlogi enega, bom rekel, nekega voditelja, organizatorja, ki te stvari pelje skozi. Ne? Kak je večje število ljudi, je potem lahko to kar hitro nastane zmeda, kaos, ljudje ne vejo kam. Bom rekel, nasploh poročni bonton, bom rekel, ljudje v zadnjih letih se mi zdi, da tako se z gosti pogovarjaš, so bili, redki sploh niso bili na porokah ali pa so bili na porokah par let nazaj in je dejansko način obnašanja sedaj čist drugi ali pa se ljudje sploh ne vejo, kako se na tisti dan obnašati, ne vem, kaj lahko, kaj ne. Mislim, včasih je kar zanimivo. Ja. Veliko se zgodi, da bom čudno se izrazila, ampak zgubljeni mogoče bi ti mu rekli. Res hoče biti vodeni čez cel dan, tako da tudi band verjetno mora tudi to vlogo, se pravi, med samo večerjo je nekdo, ki mora to voditi, ne? Če ni pač nas, ki pač karkoli povemo, če je treba, je to pač naloga, kako si že Leksi ti rekel, na tebi oziroma Aljaž na vaši strani. Ne? Se pravi, koliko pa se vi vključujete, je sicer se, kakor skozi poudarjamo, komunikacija je ključ in komunikacija s parom in se pravi, komunikacija par, band, gostišče ali pa še organizator, če je. Se pravi, tukaj je ful ključna in mora biti res črno na belem, napisan, kako pa kaj. Se pravi, kako pa so te zdaj klasično vodenje, se pravi, je poročni šopek, sprejem, žena pa niste ga prijete noter, torta, pa prvi ples. Kako je to? To je vse na vaših stranih, oziroma kako je s igricami, oziroma je to vse po željah para, oziroma kako naprej? Ali imate praktično? Pri nas konkretno je tako, da naredimo ta sprejem v poročno dvorano, da oni da stopita noter in ponovadi zaigramo neko pesem, ki smo se jo posebej za njiju tudi naučili. Potem šopek normalno, to pri nas jaz izpeljem in tudi podvezico. Kar se pa igric tiče, ne, tega se pa mi načeloma kar izogibamo. Se raje posvetimo svojemu poslu, da odigramo. Zdaj, če je res želja, pa rečem, samo eno igrico bi imeli pol tisto s čevlji, ki jo vsi poznamo, odvedemo, pa so ponovadi vprašanja tudi naprej določena, ali pa kakšen par pa reče, vam zaupam, pa je to. Več kot to pa žal ne, raje pol priporočamo kakšnega animatorja, ker bo to delo sigurno boljše opravil, kakor mi, ne. In se mi res pol posvetimo glasbi. Je pa res, da je že zelo veliko odvisno od tistih prvih parih komadov, ki jih zaigraš, ker svatje še malo sedijo, pa se še malo gledajo in tam lahko ful lepo prebiješ let z nekim naborom ta pravih komadov, da jih povežeš na plesišče in pol imaš cel večer to lepo komunikacijo pač z njimi in te stvari zelo lepo laufajo. Če je pa zraven organizator, ki se pa s tem sploh ne rabiš ona že zmotivirala, ne, Je pa res, da včasih par. Zdaj tako, jaz vedno rečem, da poroka je dan
od para. Ne? In če bo par užival, bojo vsi uživali. Ne? Je pa res tako, da včasih so pa pari, ki imajo, recimo, da bomo rekli, zelo izrazit okus glasbe. Kaj potem takim parom, mislim, imamo pare, ki poslušajo samo metal, ali pa samo house, ali pa samo full rock and roll bili, ali pa karkoli. Kaj takim parom svetovati? Leksi, boš ti? Pa bo še Alex. Aljaž, sorry. Malo me je prekinilo, vse sem slišal vprašanje. Jaz vedno na uvodnem sestanku, ko se začnemo dogovarjati za detajle, vedno povprašam po glasbenem stilu, po tem, kaj si mladoporočenca želita, mi okvirno povesta. Takoj zatem vprašam, kakšna populacija ljudi pride. Ne. To je za mene zelo pomemben faktor, ker si rekla, ja, eni imajo res specifičen okus in ko mi potem povejo, da je to res miks vsega, od otrok do starejših, potem jim že mi damo jasno vedeti, da se pač neke stvari ne dajo izpeljati, tako ste si močala zamislila. Pač. Jaz vedno vprašam, ja, je to vajin dan, ampak vseeno je tam 40-50 ljudi, ki se želi zabavati. Bom rekel, glasbeni okusi so zelo različni in takrat potem naredimo en kompromis, zberemo komade, ki so njima ok, jih vkomponiramo, potem pogledamo tudi, kaj si ljudje želijo. Bom rekel, vse neki glasbeni želja, mogoče ni pride kdo s kakšno željo po nekem specifičnem komadu, ki ga pa potem tudi sami precenimo, če ga zavrtimo ali ne, ker bom rekel, ti komadi so vedno mejni, kar pomeni, ne vem, nekdo bi rad nekaj slišal, veš pa, da če boš zavrtel ta komad, boš zgubil uro ali pa 2 uri tvojega trdega dela. Ne? In vse potem na nek lep način želimo potem ljudem pojasniti, da neke stvari mogoče je treba malo počakati, ko se potem malo vzdušje pade, da se takrat kaj zavrti, tako da bom rekel, tu je vedno, par mora vedno skleniti kompromis med tem, kaj si želi in ljudi, ki jih ima tam. Tako si rekla, oddelali smo že odlične poroke, kjer se vrtela samo house glasba, ampak je bila temu primerna tudi publika. Smo delali poroke, kjer smo se mi na sestanku zmenili, oziroma dogovorili eno, na sami lokaciji, bom rekel pa, da je večer stekel, pa smo v bistvu šli v čist druge vode in tudi par potem sam čez čas vidi, da je mogoče v eni temi zašel, oziroma ljudje niso tega tako vešči in nam prepustijo, da mogoče vidijo, da vseeno pač znamo z ljudmi delati, ljudi peljemo v neko zgodbo in na koncu se pa vseeno lahko vkomponirajo komadi, ki jih oni želijo. Zato jaz vedno tudi pare vprašam želje, katere komade bi radi imeli, jaz tu ne rabim za Excelovih tabel. Bom rekel, je pa sigurno nekaj komado, ki ima nek spomin, nek globi pomen, se pač to zavrti. Pa se te komadi so pol v večini se vedno vrtijo v prav tih, ki so res top, tudi to bo Aljaž, ki že prej načel temu, se pravi, tisti dogovorjen komad ob vstopu, ob torti, mogoče po dvezici, prvem plesu seveda, ne. Prvi ples, zdaj tako, to je en izmed elementov na poročni dan oziroma poročno noč, ki si pari tako, zdaj glede na to, da ga oni skozi vadijo na eno, to Aljaž govori, težko točno tako zaigrati, kot oni vadijo, ne, na CD oziroma na uno. Kako je s prvim plesom? Lesi nima s tem težav, ker sam da zavrti, kako pa prvo s tem? Jaz, ne glede na to, da smo v ekipi 4 profesionalci, ki več kot 10 let že igramo po porokah, jim svetujemo na tisto, kar ste vadili, na tisto plešite, ker se boste vi boljš počutili. Imaš pa pare, ki pa ne zvadijo koreografije, ki pa rečejo, ne vem, jaz bi imel pa en rock and roll, ni važen kjer, sam en rock and roll, vidova plesala, pa je to tudi to brez problema naredimo, ker smo se pa že učili, ne vem, po posnetku iz plesne šole, pa smo v nulo naštudirali, pa je bila drugačna barva zvoka, ne? Pa je nevesto vrgel ven in je pozabila vstopati in smo mogli znova začeti. Pa se je potem prišla opravičiti, pa je rekla, sorry, fantje. Ampak nimaš kaj, zato je pa preventivno boljš reči, naj to DJ zavrti in bo tako najboljš. Ker ples je, morate vedeti, da to je kar stresen element tudi na sam večer poroke, ne, in je skoraj, jaz sem tudi, mogoče me bo kdo zdaj poriti, ampak sem skoraj res bolj, tudi jaz bolj sigurna, da bo pa bolj sproščen, če gremo na pesnico, ki sta jo vadila. Da kar res so oni vstopi, pa oni, če se vrtita, morate točno vedeti, kaj študirajo 1, 2, 3, 4, 1, 2, a ne? Tako da skoraj tukaj pristaš tega. Če pa je kjerkoli komad, kot si Aljaž rekel, je pa pač vse.
Se pravi, tukaj morate vedva tudi imeti res, morate spet dobro komunikacijo imeti z tem. Kako zdaj tako, Leksi tukaj, če kdo pride z kakšno glasbeno željo, sigurno bo imel, razen če bo to kakšna ful specifična glasbena želja, ali pa če ne bo kakšnega Wi-Fi ali pa YouTubea, interneta. Kako pa je pri live bandu, pa tega verjetno ni, ne? Pri nas je pa tako, da smo že v štartu to zgodbo nastavili pred 3 leti, da bomo čim bolj širok repertoar imeli, ne? Prav, pri nas se dobijo od narodno-zabavne do kar, ne vem, recimo tudi Metalike smo že igrali. In recimo, da nekako smo zmer prišli pol, ne vem, tega komada ne znamo ali bi kaj iz podobnega stila lahko. Smo pa tudi že ušpičali, da smo šli med pauzo si poslušati, napisali smo si osnovne akorde, pa smo sam refren jim zaigrali, pa so bili presrečni, ne. Kaj se da tudi na licu mesta, glede na izkušnje, se da marsikaj narediti. Ampak pol to moraš tudi obrniti na tako štos, da tudi ljudje to začutijo. Je pa tako, načeloma, tako kot je tudi Leksi rekel, da za en pride med tem, ko mi igramo, lahko ta komad, ja, če paše zraven z veseljem, če pa ne paše zraven, pa ne vem, mogoče tudi v celemu večeru ne, ker želje so zelo bizarne, ne, sploh, ker ljudje kaj popijo, pa se na koncu, da smo vsi isti, ne. Samo da enkrat smo vlogi izvajalca, enkrat pa vlogi poslušalca in bi tam res slišal neko specifiko in vemo, da če bomo to zaigrali, ne, da bo folk pobegnil iz plesišča in nimaš kaj. Leksi, kako pa je s tabo pa glasbene želje? Tako sem že prej omenil. Se vkomponira v sklop večera, enostavno se na lep način ljudem razloži, zdaj, če ponovadi so te glasbene želje tak komadi, ki bi jih vrtel, ampak mogoče ne v tistem trenutku. Če pa res kaj specifičnega, pa bom rekel jaz svojo mezo, pa bom rekel svoj način dela zaščitim tako, da takrat obvezno povem, da je to glasbena želja, ki je za eno dotično osebo, ker bom rekel, če presekaš tako, to te ljudje pogledajo, nič jasno, ne, in včasih potem ti izpadeš amater, ker si pač mogoče nekomu želel ustreči, in jaz si, bom rekel, z izkušnjami sem pač povem, za koga se gre, kaj si želi in potem nadaljujemo, ne, se pravim, to so, dostikrat se dogaja, ko so kaki starejši, ko predno grejo doma obišo, oni radi kak ples in pač to ugodimo, no, vse dan oziroma večer je dolg, ampak v tistem prime timeu se pa res, bom rekel, se ne eksperimentira, ker, bom rekel, lahko gre toliko stvari narobe in enostavno na koncu nočeš imeti sam slabe vesti ali pa nekega stresnega trenutka, zaradi tega, ker si ti enemu izmed 100 ljudi v tistem trenutku želel ustreči. Tako da, jaz bom rekel, se pravim, se z ljudmi vedno pogovorimo, to je vedno dialog, ker ni teh ljudi dost, pa če mu na nek normalen način predstaviš, zakaj neke stvari v tistem trenutku ni mogoče dati ljudje razumejo. Ampak načeloma, bom rekel, ljudi pelješ čez večer, ljudje so tam, da se zabavajo, se družijo, glasba jim je pač, bom rekel, jim je pomembna, ampak jim ni zdaj tako pomembna, da bi zdaj nekdo hodil za vsak komad k tebi, pa bi samo to želel slišati. Nekaj še tega nisem doživel. So mogoče kakšni komadi, ki imajo nek spomin, ker imajo pač, ne vem, družba. To skrat je tak, da, ne vem, se najde na koncu družba mladoporočenec, pa 5 prijateljev, ki imajo na en komad neko zgodbo. In če veš, da to, ne vem, lahko zapelješ v neko super zadevo, jo pač izpelješ, ne, takrat se pač ti odločiš sam, ne, tu vseeno imamo, kljub temu, da smo mi delamo za naročnika, imamo glede tega kar odprte roke, no, bom rekel, na tistih prvih sestankih, ko jih ti narediš z mladoporočenci, takrat oni morajo tebi zaupati, da pač stvari, ki jih delaš profesionalno, veš, kaj počneš, in da oni tisti dan uživajo. Jaz vedno rečem, dajmo rešiti vse prej, se pogovoriti o čisto vsem, tisti dan pa vidva samo uživajta. Če se bo ta spomnil na kakšen komad ali pa kdokoli, ki bo pasal v kontekst, ali pa bom rekel, je del neke zgodbe, se bo zapetel, načeloma pa se pač ljudi pelje čez sam večer. Bom rekel, od prvega do zadnjega komada. Ni problem tudi kdaj kaj ponoviti, bom rekel, v teh klubih ali pa v lokalih so mogoče je neko pravilo, da se kakšen komad ne ponavlja, ne. Tukaj se zgodi, da se kdaj kakšen komad moče zavrti celo 2-krat. Jaz bom rekel, s tem nimam težav, delam za ljudi, delam za delam, da ljudje na koncu rečejo, super je bilo, to je meni najbolj pomembno.
Se pravi, kar pove. Ja, bom rekel tako, da kdorkoli se gre pač ta poročni biznis tukaj, bom rekel, tisti tvoj osebna nota je v tistem dnevu nepomembna. Pač mi se prilagodimo ljudem, delamo za zabavo ljudi, ne glede kaj nam všeč ali ne. Povežemo v eno celoto in na koncu, bom rekel, vse poroke uspejo. Ponekod se je treba potem malo več potruditi, ponekod malo manj, čisto odvisno od ljudi, ki jih imaš. Ampak načeloma po črto so ljudje zadovoljni, ali je zdaj to živa glasba, ali je to DJ. Tam smo zaradi enega namena, da se imamo fajn, da slavimo ljubezen, mladoporočence in je to. Ne, saj to je tako, ko se že na prvih sestankih, ko se pari z vami dobivajo, se že tam ustvari neka kemija, ne, se pravi, smo si všečni, ali je to okej, ali ni to okej. Če pa ni v neki kemije, je pa skoraj boljš včasih, pa tudi pari že to hitro reče, joj, se nismo odločili za vas, ker je najhuje tako, če vemo, nekdo je dober, ampak ni nujno pa, da se z njim ujamemo, je boljš, da rečemo, jo, hvala, se pač smo izbrali drugega, kot pa da pride do tega, da ste pa na poročni dan do česarkoli pride. Zdaj pa, če smo na poroki, kako sta pa, to so zdaj čisto taka brezvezna, tipična vprašanja, kako sta pa oblečena? Kako ste oblečeni? Mi dostakrat tudi vprašamo to, ne, če so kakšne posebne želje. Načeloma imamo nek pač svoj imidž, seveda je to prilagojen poročnim storitvam, se pravi, srajca je obvezna stvar. Smo pač tudi igrali živno, res zrihtani, se pravi, hlače na rob varianta, pa to, ker je bila taka velja. In pa hkrati po drugi strani pa, fantje, dajte imeti kratke majice, prosim, ne pridete v srajcah, a ne. Da tudi tle se zelo prilagodimo, ne, je pa zmer pač moraš zgledati, ne, ker eno storitev upravljaš in ni zdaj tam, da v eni raztrgani srajci prišel, samo ti ostali fantje pa zrihtani, to pač nikaj. Ja, to je enakrat ena, se strinjam z odgovorom. Leksi je verjetno isto, ne. Se pravi, po dogovor oziroma zdaj tako je, jaz bom zdaj, mogoče bo spet spršel, kdo pa bo me za šesa, ampak poroke so le... Bosta pačla, ne? Je slavljenje ljubezni, so vsi lepo napravljeni in tudi mi smo nekako povabljeni, še vsem, da tam delamo. Se pravi, moramo tudi mi to neko spoštovanje do para izkazati, da ne pridemo v strganih hlačah, da ne pridemo, ok, če delamo, pa postavljamo, pa to je drugo, ne? Ampak, če smo pa, ko nas pospremljajo, pa ko nas gledajo, pa ko smo tam v stiku z drugimi, pa je fajn, pa lepo, pa zaželjeno, tudi z moje strani, da so ponudniki lepo urejeni, ne? In tudi, če eni bendi vem, da imaš tam prav garderobo, pa 10 srajc noter, ker pol švicajo, ko vejo, da se pol menjajo vmes, ne? In se pravi, tudi to je nek pokazatelj kvalitetnega benda, ne? Se pravi, tudi kakšen odnos imate vi do vizualne podobe. Zdaj pa čisto spet tipično vprašanje, kako je s hrano in pijačo. Ali je to par dolžan vam plačati, ali imate to že kar v pogodbi, kako je s tem? Leksi, boš ti? Pol pa še Aljaž? Ja, v bistvu, kaj se tiče hrane pa pijače, v 99% svojih oddelnih porok nisem imel težav, kar pomeni pari, bom rekel, poskrbijo zelo lepo za nas, vedno vprašajo, jaz vedno povem, da mi smo tam zaradi dela, ne zaradi hrane. Bom rekel, da če je večerja napeljana na več hodov, nam ti hodi ne koristijo nič, ker dejansko nimamo časa uživati v tej hrani. Skozi smo dejavni v nekih zadevah, ali si pripravljamo za naprej, ali se neke stvari odvijajo. Enostavno bom rekel, vsaj iz mojega vidika je, pač, da v tistem dnevu nekaj toplega pojemo. In je to, zdaj ne rabi biti vseh 6-7 hodov, koliko malo mogoče svatje, ker, bom rekel, nimamo časa niti v tem uživati. Se mi zdi potem tudi pod črto en strošek, ki je, bom rekel, brezvezen oziroma nima za mene dobene teže. Mi smo takrat obremenjeni z vsem drugim in enostavno nekaj poješ zaradi energije, zaradi dneva, ker je pač, bom rekel, če si ti od začetka tam pa do konca, je to takoj 15, 12, 16 ur in bom rekel, pri bendu malo drugače, oni ko imajo pauzo, lahko vseeno kaj grejo pojesti, spijejo. Jaz, ko stopim za DJ pult, bom rekel, razen mogoče pri torti en trenutek, ko se potem malo spusti, takrat potem ni več možnosti nekega prehranjevanja pa sladkanja se z sladicami, tako da pač do takrat, koliko si se uspel ukrepčati se. Bom rekel, ti si adrenalin te pelje,
čez cel večer, potem lahko da potem nastopi potem zjutraj, ko je že praktično vsega konec, ampak takrat so tudi gostinci za nas. Tako, tudi gostinci za nas poskrbijo. Ja. Aljaž, kako pa je pri tebi, pri vas? Mi v bistvu že v pogodbi se dogovorimo, da to po obrok mora biti zdaj, a je to dunajski zarezek, pa pomfri, pa tudi če ostali jejo 6-hodno večerjo. To je najboljše. Ja, se ne bomo kregali. In tudi, kar se pijače tiče, imamo napisan, da bi samo radi pač neomejeno količino vode. Karkoli je pa drugega, je pa bonus. Je pa tudi, da se ga ne napijemo na poroki, ker to ni profesionalno. Če je pač kakšno vino postreženo, super, kakšen deci, dva, kakšen špricer polet ali pa pivo, to je pa to. Drugega pa ne, no, ker nismo mi prišli žurati, valjda nam je fajn, uživamo, samo ne more biti pa muska na koncu bolj pijana, kot svati. Saj, kdor mene dobro pozna, ve, da sem jaz zelo, kako bi temu, Leksi, kaj bi temu tako rekel, striktna glede pijače, tudi sama ne pijem, ne. In res, jaz sem prišla delati, realno sem v službi in vi ste tudi v službi. In jaz, ker včasih, ker dobim, karkoli bi se temu tako rekli, delati treba, ne pa pita, ne. Se pravi, morate biti vi sproščeni, kakorkoli se le da delati. Ok, verjamem, da kdaj zapaše pivo, vino, ampak ne pa tega 2 litra, ne vem koliko, ne. Tako da jaz bom tudi malo zabijala z očmi, pa tudi znam spustiti, priznam, pač delati smo prišli in mi moramo za kvaliteto skrbeti. Tako da se strinjam z vodo, z karkoli, tako da sicer vem, da bom slišala na to temo moste, kar rečejo Petra, jaz brez vina ne morem piti, a ne, ampak znam pa povedati tudi, da se da brez, a ne. Ok, se pravi, zdaj pa mene samo še zanima, se zdaj smo že skoraj pol urice klepetamo, če bi slučajno kdo hotel karkoli vprašati, me vprašajo. Sam še to, koliko prostora pa vi rabite, kaj mora par priskrbeti, oziroma kako, ker vsak ima neki, se pravi, DJ mogoče malo manj, pa kaj od opreme, tako da to še razjasnimo, boš Aljaž ti začel. Pri nas je v bistvu tako, da smo navajeni se zelo zbasati vse povsod, ne. In večina poročnih dvoran v Sloveniji po gostilnah ni optimalno akustično niti opremljenih, tako da se postaviš pač tja, kamor ti pokažejo in ti probaš bolj izkoristiti, da imajo ljudje čim več prostora za plesati. Nekaj minimalnega je, zdaj, če me kdo pokliče, bi imel jaz najrajš 6x4, ampak to ni. Tako da to povejo ponavadi, tam se poročijo, pa velikrat rečemo, vse tam smo pa že bili, vemo. Če ne vemo, rajš pokličemo lastnika, vprašamo, ste imeli že kakšne zaključene družbe, pa to, kar sami prevzamemo odgovornost, da si zagotovimo prostor za upravljanje storitve. Ozvočnik pride z nami, osnovne lučke pridejo z nami, če bi par želel kaj posebenega, delamo z drugimi poslovnimi partnerji, naročimo prav na Orang Light Show, še res, da je pač to potem res šov, da niso to 4 ledice, ki malo tripajo. In tudi za ozvočenje, če je poroka na prostem, če to govorimo o neki večji poroki, 200 plus svatov, tudi zunanji partner, ta veliko ozvočenje z odrom ured in je potem to more biti, ne. Ampak to je vse povedano tudi potem z budžetom, ki ga par ima, ne. To se tudi treba zavedati. S cenami pač ne bomo danes takole naključljivo, se pravi, ker je to tako, jaz razumem, da to tako individualno, glede na samo poroko želje, tako da je težko reči, ne, ceno, ko me vprašajo, Petra, kakšne so cene. Ampak pari se ne zavedajo, da če imam jaz 5 luč ali pa če imam 20, da je to razlika v ceni, ne. Se pravi, tako da je res čisto individualno, to tudi Leksi boš ti zdaj lažje razložil tudi, se pravi, kako je s tem, ne, s prostorom pa z opremo in tako naprej. Se pravi, več ali manj te popularne poročne lokacije poznamo. Če poročne lokacije ne poznamo, bom rekel, se za parom vedno dogovorimo, da gremo na ogled. Tam si potem jaz sam pogledam, kje je potem skupaj dorečemo, kje je optimalni prostor, da se postavimo. Bom rekel, za band ni toliko značilno, za DJ, bom rekel, v zadnjih letih se vsaj 1 do 2-krat čez poročni dan selimo, ali smo zunaj, smo potem noter in je potem treba tudi pred tem skalkulirati, kaj se lahko prenaša, kaj se ne more prenašati. Včasih pari ne razumejo, da če si prvo zunaj, potem noter, da je potem treba vsaj mogoče v osnovi imeti 2 kompleta ozvočenja, pride včasih z idejo, ja, pa saj bomo mi vam pomagali to prestaviti.
to se gre na koncu za en poslovni odnos ali pa za en način dela, ki se ga pač, saj jaz v mojem primeru ne grem. Stvari se postavijo do uro pred prihoda prvih svatov 90%, in potem se samo potem te male malenkosti dodajo, predstavljajo, ampak bom rekel, to je neopazno, ne morem si privoščiti, da bi polovico svojega ozvočenja, ki je tam, potem selil po sestvu ali pa po lokaciji, tako kot so že moj kolega povedal, v osnovnem paketu se da neke stvari dodelati ali pa narediti, zakaj več, potem tudi malo zunanje partnerje, s katerimi sodelujemo, ker potem rabi že lučkarja, če band je potem še tudi tonc, treba z njimi doreči stvari, tako da več kot nas je, več je opreme, več je tehnike in je tudi potem posledično potrebno več ljudi, ki za to skrbijo. V tistem nekem osnovnem paketu, bom rekel, lahko DJ to vse oddela, ko pa je nas v neki zgodbi več, je pa potem že smiselno razmisliti tudi o teh dodatnih zadevah, ki potem, bom rekel, vizualno polepšajo vso zgodbo. Tako Aljaž rekel, ogromno teh ponudnikov prostorov ni primerno opremljenih z to tehniko in tudi ne rabijo biti, bom rekel, to je potem naloga nas ali pa, bom rekel, firme, ki se s tem ukvarja, da potem ta prostor, bom rekel, včasih pridemo na lokacije, ki niso nič, bom rekel, ker je pač moderno, se poroči danes kar nekje in potem s tistimi lučmi, z ozvočenjem pričaramo tisto pravo kuliso. V štartu je potrebno paru predstaviti dodatne stroške ali pa bom rekel, neke stvari potem logično stanejo več, če si potem na lokaciji zaželiš več. Sploh ta zadnja leta je povpraševanje po tem talnem dimu, bom rekel, to pač megli, to pari vidijo, potem na slikah neke stvari res gledajo odlično, so prostori, kjer dejansko tega ne moreš izpeljati, tudi ne glede koliko stane in včasih potem tudi parom nekako na racionalni način želimo predstaviti, da se pač vsega ne da narediti. In potem najdemo vedno nek kompromis, kaj oni želijo, kaj lokacija ponuja, sploh če je band, bom rekel, dostikrat se pojavlja težava, sama veš, sem že sodelovala, največkrat je problem, ko se sreča band pa DJ, zdaj čigava je oprema, kako dolgo lahko, ali se lahko DJ priključi na vašo opremo, potem kako dolgo je lahko na tej opremi in včasih se potem tu res dogovorimo, imamo vsak svoje, ker pač band gre, ne vem, ob 3 karikiram domov, ker ima zjutraj ali pa naslednji dan že naprej, ki je špil in oni ne morajo do 5 zjutraj čakati DJ-ja, da bo zaključil. Tako da, v bistvu tu je več kot nas je, več je dogovarjanja, več je kompromisa, na koncu, bom rekel, naročnik mora dobiti svoje. Zato se vedno pač tudi z bendi uskladimo, da nimamo potem na lokaciji vsi 3-kratno iste opreme, ker je ne potrebujemo. Ne, pa tudi to, kar si zdaj izpostavil, tudi zelo profesionalno bolj izpadete vsi. Se pravi, jaz spet dobim kar pike ali pa karkoli, če mi začne, kad DJ prevzeme, se pravi, svoje delo, band pospravljati, pa na veliko ružiti, pa vlači tune bokse gor, pa gremo zvočniki, pa čak malo. Ljudje so še na poroki, s tem vi sporočate, pa idete domov, pospravljamo. Tako da, tukaj jaz skoraj res je komunikacija tukaj zelo pomembna, ampak vedeti morate, da to je zelo neprofesionalno, če se začnete delati s kabli, pa se veste, bendi imajo v velike, ali jaz točno vem, o čem govorimo, v njih velikih boksih, to je to, bobni, pa vse to. In se mi zdi tudi bolj iz vaše strani, od obeh od DJ-ja in benda, bolj profesionalno, če se tega sploh ne vidi in se to naredi kasneje. Verjamem, da je to mogoče bomo kakšen od benda, se pravi, tiskama, eni imajo tudi nekoga, ki sam za opremo skrbi, se pravi, oni počakati, pa to pa naknadno pospraviti, ali pa naslednji dan prijeti, ali pa karkoli, ampak je pa še vse nek nivo se s tem pokaže. Tako da, glede na to, da trenutno danes ni bilo dobenega vprašanja, zdaj, če imata vidva še kaj za povedati, če ne se pa lahko takole za pol urca še naslednji teden v torek dobimo, pa še kakšno temo izpostavimo. Mogoče bo pa potem, ker ima je tukaj možnost postavljati vprašanje, še kakšno vprašanje postavil, zdaj smo res načeli temo, smo povedali tiste take osnovne stvari, naslednji teden v torek pa lahko še malo bolj konkretno še na kakšno dodatno vprašanje, pa če boste vidva se spomnila kakšno temo, ki jo dele še nismo odprli. Tako da bomo pač kaj...
Ja, ker v glasbi je lahko ful se lahko govori, niti nismo glasbe na obredih še obdelali, ker tam recimo imamo kakšne godala ali pa tako lahko DJ ali pa vi, ne, tudi pridete, če imate to možnost, eni bendi imajo, ne, se pravi, ne kitarca pa se zapoje, pol smo pa spet porozvočeni, čuk smo zdaj začeli in se spet pregovarjamo in kako in pa kaj. Tako da, če sta vidva za stvar, lahko še v torek za pol ure takole, pa se slišimo, pa vidimo, pa še kakšno rečemo. Z veseljem. Z veseljem tudi jaz. No, prav. Pa svatje, bodoče svatje, pa bodoče neveste, pa žene, vas se lepo pozdravljam. Pa se vidimo mi trije z vami v torek. Adijo. Adijo. Jo.